Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gostje, dragi dijaki. Generalna skupščina Združenih narodov je 27. januar leta 2005 razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Od leta 2008 ga obeležujemo tudi v Sloveniji. 27. januarja so namreč osvobodili ujetnike taborišča v Auschwitzu. In čez nekaj dni bo minilo že 71 let, odkar je v taborišču vkorakala sovjetska rdeča armada in osvobodila kakih 3000 živih biti, ki so komajda spominjali na ljudi. Grozljiva je bila usoda Judov, pripadnikov različnih etičnih, verskih, političnih skupin, homoseksualcev ter telesno in duševno prizadetih ljudi v času druge svetovne vojne. Še posebej pa je bila grozljiva usoda otrok. Približno 1,5 milijona od skupaj 6 milijonov umorjenih Judov je bilo prav otrok. Razstava To ni otroška igra želi predvsem vas, mlade, opozoriti na to, da se takšne grozote ne bi ponovile nikoli več. Razstavo je podprlo izraelsko veleposlaništvo, sledi pa kulturni program, ki so ga oblikovali v tem vrstnem redu, učenci glasbene šole Slovenske Konjice, kvartet klarinetov z izraelskimi ljudskimi pod mentorskim vodstvom profesorja Janeza Zavca. Sledil bo recital 12 dijakov, 4. letnikov Gimnazije Slovenske Konjice, ki bodo letos opravljali maturo iz zgodovine pod mentorskim vodstvom magistrica Aleksandre Boldin z naslovom Holokaust skozi otroške oči, z judovsko, ljudsko, ljubezensko pesmijo Tumbalalajka, ki je napisana v jidišu, pa bo kulturni program zaokrožila profesorica solopetja na glasbeni šoli Slovenske Konjice, Andreja Obrul, na klavirju jo bo spremljala profesorica Tanja Kmetec. Čarobni svet. Do ptiča z motorjem bom sedel, poletel bom in se dvignil v vesolje. Letel bom, jadram in letel čez ljubki široki svet. Dvignil se bom čez reke in oceane, proti nebu se bom povzpel in čakal. Oblak sestra, veter, moj brat. Občudoval bom Nil in Evfrat, videl bom piramide in sfingo iz starega Egipta, kjer je vladala boginja Isis. Letel bom nad Niagarskimi slapovi in se potopil v posušene saharske sipine. Plaval bom čez skale Tibeta, posute z oblaki in skrivnostno deželo čarovnika. In ko se izvijem iz teh gorečih, grozljivih valov vročine, bom bludil čez snežne vrhove severa. Otroci smo hodili v šolo vse do, mislim, jeseni 1943, ko smo mogli začeti nositi Davidove zvezde. Tako smo bili prepoznavni, da smo bili Judje. Marsikatera sošolka, prijateljica, se ni hotela več pojaviti z mano na cesti, ker sem morala imeti na plašču zvezdo. Lahko rečem, da se slovenski otroci niso sramovali iti z mano po cesti. No, potem se je dostikrat zgodilo, da smo zaradi bombnih napadov prej končali s poukom in smo morali domov. Ni prav sramovati se katerekoli igre.
To ni otroška igra. Narobe je, da odrasli govorijo kaj takšnega, inteligentnejši otroci pa to ponavljajo. Tako velik fant pa se igra kot otrok, tako velika deklica pa se igra z lutkami. Ni pomembno, s čim se nekdo igra, ampak veliko bolj, kaj razmišlja in čuti med igro. Lahko se igraš pametno z lutko ali neumno šah. Nekdo se lahko z veliko zanimanja in fantazije igra policista, lovca ali indijanca, gradi vlak in podobno, drugi pa lahko bere knjige brez vsakršnega razmišljanja in interesa. Ali so se ohranili tudi lepši spomini? Ne, jih ni. Ali pa mogoče druženje za nemško deklico? Prihajala je po graji, nekoč mi je podarila punčko, ampak jaz sem imela svojo slovensko punčko raje. Odpeljali sta nas neko stavbo, kjer smo se morali sleči do gornega. Potem so nam postrigli lase, čevlje in čisto vse, kar smo imeli, smo pustili na kupu. Mama je obdržala družinsko sliko, vendar jo je estetovka videla in rekla: "Kaj imate to? Tega ne potrebujete." Strgala jo je pred nami. Šli smo pod tuše. Tuši so bili mlačni, vendar nas je zeblo, ker smo bili do gornega postriženi. Na drugem koncu smo prišli ven, vendar nismo imeli ničesa za obrisati, nobenih brisač. Dobili smo le sivo obleko, brez perila, brez nogavic, samo obleko in čevlje. Ker sva sestra imeli bolj male noge, nama je estetovka dovolila, da svoje čevlje obdrživa. Mama je dobila neke druge, nekateri pa so dobili lesene cokle. Nikoli ne bom pozabil tiste noči, prve noči v taborišču, ki moje življenje spremenila v dolgo in 7-krat zaklinjeno noč. Nikoli ne bom pozabil tistega dima. Nikoli ne bom pozabil majhnih obrazov otrok, katerih telesa sem videl spreminjati se v spirale dima pod molčečem vodilo neba. Nikoli ne bom pozabil tistih plamenov, ki so zavedno pogoltnili mojo vero. Nikoli ne bom pozabil tiste nočne tišine, ki me je zavedno ropala želje po življenju. Nikoli ne bom pozabil tistih trenutkov, ki so bili mojega Boga, mojo dušo in moje sanje, ki so se spremenile v prah. Nikoli ne bom pozabil tega, pa čeprav bi moral živeti tako dolgo, kot sam Bog. Nikoli. Ostala sem sama, čisto sama in jokala. Nikogar več nisem imela od svojih, da bi mu lahko vsaj malo potožilo. Prav nikogar ni bilo. Niti ena teta ni preživela. Vse so šle v smrt, krematorij. Upala sem, da bo preživela vsaj sestra po mamini strani, teta Olga. Prosila sem Boga, naj mi pusti vsaj njo, pa me ni uslišal. Vzel mi je tudi teto Olgo. Tudi ona je zavedno ostala v pepelu, Auschwitz, Birkenau. Vodja našega šotora je bil Nemec. Prav tako kot vodja taborišča je imel tudi on rad otroke. Takoj po našem prihodu je ukazal prinesti jim kruh, juho in margarino. V resnici ta ljubeznivost ni bila brez interesa. Pozneje sem ugotovil, da so imeli tu pravo trgovino z otroki. Večji otroci smo bili vsak dan poslani v posebno sobo, kjer smo sortirali volno. Ljudje so v taborišča prinašali s sabo vse sorte, pa tudi cele štrene denarja. Ne v štrenah, ampak raznobarvne volne. In sicer zato, ker so tam skrivali zlatnino, pa mogoče kakšen denar. Mi smo morali to volno po barvah namotavati v štrene. Delala sem skupaj z 2 Madžarkama in en dan smo v eni štreni našli zlat prstan in uhane. To je starejša spravila. Žal, teh deklic potem nisem več videla. Verjetno so pri njiju našli to zlatnino in jo odpeljali v krematorij. Nasvidenje, moja ljudka Gerta.
Zapuščam te s težkim srcem. Ne vem, ali je prav, da te dam tuji gospe iz Jad Vašema. Živela boš med žalostnimi osebnimi predmeti in spomini odraslih in otrok, ki so tujci. Morda boš zdaj kasneje zlasti otrokom lahko pripovedovala, kje vse si bila in kaj si videla z menoj. Žalostno zgodbo, ampak tudi srečno, saj sem preživela. Draga Gerta, ti si zadnja priča tega grozljivega otroštva. Da ne bi nikoli več, nikjer na svetu, noben otrok moral preživeti nekaj takšnega. Morda te bom nekega dne obiskala. Edini grob mojega očeta, starega očeta in stare mame je Jad Vaše. Morda bodo prišli moji otroci in vnuki in na to ne boš sama. Morda boš srečala lutke in ostale igrače, ki so bile še v hujših krajih, pa so se vendarle ohranile. Moja draga Lutka, danes si postala nezdružljivi del mojega naroda, ki se je kot Feniks dvignil iz pepela. Zavedno boš v mojem srcu. Rojena sem leta 1938. Pri 4 letih sem ostala sama na svetu. Starši so umrli v holokaustu, predtem pa so me predali ljudem, ki so me skrili. Zelo rada bi vam dala nekaj osebnega. Ti, ki so me skrili, so mi kupili lučko. Oddala je poseben vonj, ki se ga spominjam še danes. Za Božič sem tako dobila lučko, ki sem vam brezpogojno hotela imeti. A bila sem zelo jezdiv otrok. In še isti večer sem jo strkala. Ut za utom. Velikokrat so me kaznovali in ob takih priložnostih so mi omejili prav vse. Dovolili so mi le odhod na dvorišče. Spominjam se, da sem našla kup peska, v katerem sem se igrala. Ker suhega peska nisem mogla oblikovati, sem se vanj poljubala. Tako sem ga lahko oblikovala. Poglej, sem pomislila, tega mi ne more nihče vzeti. Torej, kaj vam lahko dam kot preostane? Tu se je smrt utrudila do smrti in uresničila biblijski pekel. Tu je zločin dobil sloves obrti in milijone duš premlel pepel. Zdaj tu ostave le še veter travi in zemlja in nebo. In pod večer se nad grobovi v zvezdnati daljavi prižgo milijoni lučk za večni mir. Tu je vrvelo velemesto nagih, brezimnih sužnjev, ki nekoč ostot očli graditvi slavoloke zmage in čez ves novi svet krvavo pot. Zato zemljan, ki sem pogledat pride, petero žrel ugaslega pepela, zagleda v duhu strašne piramide in zlate templje novega Boga. In zopet bi poet, naivni dninar, najet slavil zločince in zločin in cinično oznanjal zgodovinar, prastaro laž iz novih zgodovin.
prosim magistrico Aleksandro Boldin, profesorico zgodovine. Izvolite. Holokaust, ki ga Židije pojmujejo kot šola, spada med največje zločine proti človeštvu. Čeprav se je prvi izraz v zgodovinopisju in tudi v komunikaciji bolj uveljavil, pa mislim, da je ustreznejši drugi. Kajti holokaust v izvoru pomeni obredno žgalno ubitev živali bogovom. Ljudje pa zato raje uporabljajo izraz šola, kajti ne bi želeli, da bi se pojmoval njihov genocid kot daritev bogovom. V več kot 7 desetletjih, ko so prve informacije prišle na dan, torej o teh grozljivih pobojih, si še vedno zastavljamo zelo preprosto vprašanje. Zakaj? Ali bi javnost takrat lahko delovala drugače? Ne glede na to, da obstaja mnogo znanstvenih in strokovnih odgovorov, pa življenja ne moremo več vrniti. In tudi grozljivih usod otrok ne moremo več izbrisati. Prav pa je, da se tega spominjamo in poskušamo na naslednje generacije prenašati zavedanje, da se to ne sme nikoli več ponoviti. Pričujoča razstava je razdeljena na 3 dele. Prvi del je pred holokaustom. Na to sledijo panoji v tej smeri, kjer so obravnavane zgodbe, ki se tičejo koncentracijskih taborišč in vse te scene, kjer se pravzaprav zopet začnemo zavedati, kaj se zdaj, ko se je zgodil zločin. Torej, ko je človeštvo bilo postavljeno pred dejstvo, da je treba nekaj narediti v novi družbi, ki bi naj bila drugačna. No, ob vseh teh pretresljivih zgodbah, ki jih boste vsak sam ob panojih podoživljali, pa sem zelo vesela, da imamo v svojih vrstah Konjičana, mednarodno uveljavljenega umetnika Arpada Šalamona, ki je ob 50 letnici izraelske države upodobил tudi posebno grafiko, gre za simbol Judov, sedmero ravni svečnik, in bil zato tudi nagrajen. Tudi to je del razstave, ker je umetnik danes z nami, pa bo lahko kaj več o tem tudi povedal. Naj še samo zaključim. Na današnji prireditvi je največ mladih, kar me veseli. In pravzaprav apeliram na vas. Bodite pravičniki v sodobni družbi, v najboljšem pomenu besede, ne glede na nazor, ki mu boste v življenju sledili. Razstava je odprta, pogledajte si jo, gospa Aleksandra Boldin vam je na razpolago tudi za kakšno dodatno vprašanje, če želite kaj dodatno izvedeti, gospod Harpar, tudi za svoj del razstave, tako da želim vam lep ogled in vse dobro, in naj se te grozote res nikoli več ne ponovijo. Pa srečno.